Pozdravljeni, spoštovani gledalci in cenjene gledalke v prvem dnevnem povzetku na 17. festivalu slovenskega filma. Na prvi dan, v sredo, smo začeli ob 10. uri s programom za otroke in mladino. Ti so si lahko ogledali 6 kratkih animiranih filmov. Grega Mastnak je režiral Princa Kikidu in 100 nesrečnih gobic, Miha Knific Lisico v lisičjem gnezdu, Dafnina nova metla je nastala izpod metle Aleša Mava, Eko smetnjake je pripravil Iztok Šuc, Koja Roža je režiral Kolja Saksida, Mačka Murija pa Boris Dolenc. Pravljice so bile dobre in Maček Muri mi je bil pa najboljši. Katera vam risanka vam je bila pa najbolj všeč? Maček? Maček Muri? Ja. Tebi? Tudi. Vsem? Ja. Na koncu so kratko animacijo pripravili tudi otroci. S tekmovalnim programom smo nadaljevali ob 15:30 z 2 srednjemetražnima dokumentarnima filmoma. Žiga Virc je režiral Polmesec nad Planikami, Jurij Gruden pa Živeti kamen. Prvi film Polmesec nad Planikami govori o prvi džamiji v Alpah, ki je bila leta 1916 zgrajena v slovenskem Logu pod Mangartom. Film vleče paralele s sedanjim časom, z Bošnjaki, ki so se priselili v Slovenijo zaradi ekonomskih razlogov in njihovimi 30-letnimi prizadevanji, da bi zgradili džamijo tudi v Ljubljani. Drugi film Živeti kamen pa je intimna zgodba o odnosu med Krašovcem in Kraškim kamnom, ki se vzpostavlja skozi 2000-letno zgodovino. Ideja o dokumentarcu o Kraškem kamnu, človeku, ki se s tem je ukvarjal in ukvarja še danes, pa se bo, je nastala, ne vem, pred približno 10 leti, ko sem snemal dokumentarni film o pesniku Igu Grudnu, ki je posvetil veliko, kar nekaj pesmi kamnolomcem, kamnosekom. Nekaj čez 19. smo nadaljevali s sklopom Študijski filmi 1. Pogledali smo si jih 5. Prvega Fri Božidar je režiral Klemen Berus, film pa obravnava murskosoboškega aktivista Božidarja Radišiča in njegov boj za dekriminalizacijo in legalizacijo konoplje. Drugi film Klaustrofilija je skupinski film, ki je nastal med študenti Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Tretji film z naslovom Talenti je režiral Nejc Levstik. Govori o 2 talentih, ki sta postavljena med kruto resničnostjo in zlaganostjo televizijskega sveta. Katja Petelin je režirala 4. film Trust, What Do You Do? In še zadnji film, ki smo si ga ogledali v sklopu študijskih filmov, je režiral Dominik Mencej, naslov pa je Prespana pomlad. Film živi z Jasno, katere svet je naenkrat postal drugačen ali pa je bil tak že od nekdaj. Malo pred 21. uro pa je bil več kot pravi čas tudi za uradno otvoritev festivala. Konec prvega festivalskega dne je zaznamovala otvoritvena slovesnost s projekcijo 2 kratkih filmov in prvega celovečernega filma v tekmovalnem programu. Najprej smo si ogledali posebno projekcijo filma Nasvidenje Piran Kristine Ravnikar. Zadnje dni pa ima veliko razlogov za obujanje svoje filmske poti tudi Hana Projs, ki je Slovenski filmski center za njeno vsestransko ustvarjanje kot režiserka zvoka, komponistka, tonska mojstrica in medijska umetnica podelil nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo. Delo, ki obsega predvsem področje zvoka. Umetnost je nekaj v človeški skupnosti in ne v posamezniku. Verjamem. Zato je bilo razumljivo, da je temu sledila projekcija filma, ki v dobršni meri temelji na zvočni podlagi. V kratkem plesnem filmu Saša Podgorška in Iztoka Kovača, Vašava, se v prostoru Trbovskega rudnika prepletajo človeška telesa plesne skupine En-Knap Group z rudniško scenografijo. Vso prepletanje pa je podkrepljeno z industrijsko glasbeno podlago, na katero bi bila ponosna tudi Hana Projs. Če je začetek večera minil v znamenju nostalgije in starost slovenskega filma, pa je zaključek pripadel mlajši generaciji režiserjev. Mesto otvoritvenega celovečernega filma je tako pripadlo Blažu Završniku in filmu Pot v raj. V filmu 2 mladostnika, tako kot mnogo mladih danes, iščeta svojo pot.
Nekaj naključnih gledalcev, ki so na koncu ocenili film, smo povprašali o tem, kakšna se jim je zdela njuna pot. Ja, super, mi je všeč, končno spet film. Jaz bi mu sicer rekla poleti v školki 3, če sem malo, ampak se hecam. Ko mi je bil zelo simpatičen film in ne vem, 5 mora biti ful dober film, zato sem dal 4. Kakšen se vam je zdel film? Prijeten, gledljiv. Rabimo tudi take filme. Kakšna pa je bila Blaževa pot do tega celovečernega projekta, pa je najbolje, da povprašamo kar njega samega. Evo, Blaž, to je uradno povabilo za v naš AGRFT studio. Boš šel zdaj z nami? Torej, danes smo začeli s filmom Blaža Završnika, Pot v raj, in Blaža danes gostim tudi v studiu. Blaž, živjo, čestitke za film. Živijo, hvala. Takole smo te privedli v studio, upam, da ne zameriš, da ni prehudo. Ne, vredno se. Povej, to je v bistvu tvoj prvi celovečerni film, po izjemno uspešnih študentskih filmih. Tvoj film Nad mestom Sedani je pred časom dobil Vesno ne samo za najboljši študentski film, ampak za najboljši kratki film. Kako ti je uspelo v tako kratkem času priti do celovečernega filma? Ja, tako da nisem nekako čakal, da bi dejansko dobil neka sredstva od države. Mi smo kandidirali za en drug projekt, pa nismo dobili takrat, pa smo rekli, ok, pač neki film moram posneti, nekaj moram delati v življenju. Pa smo se lotili, pa posneli. Kako to, da si se odločil za praktično isto zasedbo kot v svojem diplomskem filmu, se pravi Ajda Smrekar in Klemen? Veš kaj, prijatelji smo, pa zelo dobro se poznamo, pa zaupam jima, vem, kakšna igralca sta, vem, da sta odlična igralca, in je nekako kar samo po sebi to prišlo, bilo logično. Snemali ste tudi na Jadrnici. Koliko časa ste snemali, glede na to, da približno polovica, mogoče še več kot polovica filma je dejansko posnetega na Jadrnici? Koliko snemalnih dni je bilo? Mislim, da je tam ene 3/4 filma na Jadrnici. Mislim, da smo imeli na Jadrnici 14 snemalnih dni, ampak nisem čisto povsem prepričan. Pa 5 na kopnem, pa še en dodaten, tako nekako. Se pravi, končal si prvi celovečerni film in končuješ snemanje, ravno ta vikend, končuješ snemanje svojega drugega celovečernega filma. Torej kaj, spet ni bilo sredstev in si rekel, gremo snemati? Ne, ta zgodba je pa malo drugačna. Tle sem imel pa tudi za slovenske razmere eno tako zelo specifično situacijo, kjer so producenti, ki so že imeli projekt financiran, me povabili, da ga režiram. Tako da v bistvu tudi zgodba ni izvirno moja, ampak je originalno srbski scenarij, ki so ga producenti odkupili, nekako pridobili sredstva in pač mene na nek način najeli, da ga izvedem. In če zaključiva še z vprašanjem, glede na to, da si zdaj tako uspešno nizal projekte enega za drugim, kaj je tvoj naslednji projekt za Julija in Alfa Romeo? Malo še zorino, ene par jih imam tako v glavi. Malo se spogledujem s čim podobnim, kot je bil Raj, v smislu nekega produkcijskega okvirja, se pravi iti na pot pa pač delati na neki meji med dokumentarizmom pa igranjem. Tako da, ne vem, bomo videli. Blaž, želimo ti vso srečo. V studiu smo gostili Blaža Završnika, enega najvidnejših in najuspešnejših mladih režiserjev nekaj let po diplomi na AGRFT-ju. Nisem še diplomiral. Nisi še diplomiral? Ok, in kdaj boš? Profesor Zupanič upam, da čim prej, pa profesor Šmit upam, da bom še bolj prej. Tako da zdaj, ne, imam jo že napisano, sam revidirati moram ene stvari, pa prositi za datum. Ampak to se včasih pol začne kar vleči, ker imaš kup enih drugih stvari pa pol. Blaž, hvala. Hvala vam. S tem pogovorom smo zaključili prvi povzetek festivalskega dogajanja na prvi festivalski dan v sredo. Tudi v prihodnje nas čaka pestro festivalsko dogajanje, zato bodite z nami tudi v prihodnjih dneh. Ker bo tudi v prihodnjih dneh festivalsko dogajanje zelo pestro, nas ne pozabite spremljati na uradnem YouTube kanalu festivala in na spletni strani. Se vidimo.